Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo na Patreonu vsak dan ob 9. zjutraj. In če slučajno to spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, če slučajno spremljate kasneje preko YouTuba, se pa ne pozabite tudi naročiti na moj YouTube kanal, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega livea. No, danes je torek, 10. marec in kaj smo mi spremljali včeraj? Najprej tole. Mi smo postavili tole špekulacijo tukaj, da bi lahko naredili narobe obrnjeni Head and Shoulders, ampak nam se je očitno kar mudilo. Namesto tega smo dobili neke vrste dvojno dno in prebili smo njegovo neckline mejo, tako da tale špekulacija se ni ravno tako iztekla. Zmanjkala nam je tukaj desna rama, tako da jo bom kar izbrisal. In mi smo začeli kar lepo lest gor. In tukaj smo imeli tole likvidnostno območje, ljudi, ki so stavili na padec na 68.700, tam nekje, tega ni več. Potem tukaj smo imeli naslednje, ravno pred kratkim smo ga pobrali, to je bilo točno tam nekje na 70.000, tako da tudi tega ni več. Kar nas čaka zdaj še tukaj, naša tarča na okoli 72.000 in zdaj je vprašanje, ali bomo mi to dosegli. Zaenkrat vse kaže na to, da bi mi to res lahko dosegli. In potem bo treba spremljati, kaj se bo dogajalo tukaj zgoraj na tej meji. Tukaj, če se spomnite, smo označili tudi tale dvojni vrh, to je medvedji vzorec. Zanimivo pri tem dvojnem vrhu je, da nikoli nismo šli testirati njegove neckline meje, ki je na 72.000. Kot vidite, smo jo prebili in potem smo enostavno samo padali naprej dol. Zdaj bi jo lahko šli testirati. Ja, kar se zdaj trenutno dogaja, dajmo zdaj označevati pri tem ta zadnjem trendu. Kot vidite, imamo en novi trend. Tukaj lahko kar potegnem tole trend linijo. Trend navzgor. In tukaj, kot vidimo, so ljudje stavili na padec. Stop losse so imeli tukaj pri 69.400, vam bom kar označil, da boste lažje videli. In ti ljudje so bili eliminirani, seveda. Kaj imamo zdaj še? Trenutno se nabirajo dolge pozicije, kot lahko vidimo tukaj, tako pri Bitcoinu, kot tudi pri Ethereumu. In stop losse imajo ljudje tukaj na 69.700, tam nekje, pa tudi pri tem dnu imajo lahko stop losse, ampak zaenkrat bom jaz tole ignoriral. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo trend navzgor in kot pravi pregovor, trend je tvoj friend. Kje imamo še? Tukaj tele kratke pozicije so bile eliminirane, tukaj so še ljudje stavili na rast, na temu dnu in pa na temu dnu, tako da stop lossi za te stave na rast so sigurno še tukaj na 67.300. In pa tudi tukaj na okoli 66.900. Kdaj bo to prišlo v veljavo? Takrat, ko se bo trend obrnil. Tako da bo treba počakati do takrat. Zaenkrat, kot sem že omenil, imamo na očeh
tole tarčo pri tej zadnji rasti 72 000. In tukaj je tudi zelo zanimivo tole dogajanje, ki smo ga imeli pred kratkim. Včeraj namreč smo dobili tole rast in potem dvojno dno, prebili njegovo neckline mejo, rastli naprej gor. Zdaj smo imeli spet neko rast in tudi tukaj se je zgodilo neke vrste dvojno dno in njegovo neckline mejo smo tudi ravnokar prebili. Tako, to je zdaj na 15-minutnem časovnem intervalu. Tukaj na enournem časovnem intervalu je situacija tudi kar podobna. Tole puščico bom zbrisal. Imamo trend navzgor in naša tarča je 72 000 in bomo videli zdaj, če jo bomo mi dosegli. Tudi tukaj so se stave začele kar pomikati navzgor, tako da to bo treba kar spremljati. Zdaj dajmo pogledati še likvidacijske cone. To mi vedno malo smešno nastavi tale graf. Kot vidimo, tukaj smo eliminirali vse tiste, ki so stavili na padec. Čakajo nas še meje. 70 000, 71 138 in ja, tudi do tukaj gor lahko pridemo. To je tista naša neckline meja. 72 000. Vidimo pa, da so se tukaj spodaj začele nabirati stave na rast, ampak kot sem rekel, zaenkrat jih bom ignoriral, vse dokler ne pridemo do preobrata v trendu. No in spodnje meje so 69 000, točnih skoraj, 68 161 in potem so še tukaj tele naokoli 67 000. Tako da to bo še vsekakor zanimivo in vredno spremljanja. Poglejmo zdaj še Ethereum, tudi tukaj kar zanimiva situacija. Tukaj tole smo po mojem pobrali. Ne. Tukaj so ljudje stavili na padec, točno na tem dnu, samo pogledajte tole. Kako se je ta krivulja pomaknila v preprodano območje in seveda so bili kaznovani. Tukaj so imeli stop losse, samo malo, da pridem do svojih orodij. Torej, po mojem so imeli tukaj stop losse in seveda so bili kaznovani. In zdaj, ko gledam, Ethereum je očitno naredil tale vzorec narobe obrnjenega Head and Shouldersa. Ponavadi so zelo grdi in jih je kar težko za opaziti. Tako, zdaj komaj vidim, da Ethereum ga je naredil, prebil njegovo neckline mejo, pobral tole likvidnost vseh teh, ki so stavili tukaj na padec in seveda rastu naprej gor. Zdaj, kje so stavili ljudje na rast? Tukaj so stavili na nadaljevanje rasti in tisti, ki so imeli stop losse preblizu, so bili potem hitro likvidirani. Zdaj, lahko jih imajo tudi na tem dnu. 1984. Tole je bilo likvidirano, kot vidite, smo padli potem dol. Kje zdaj? Tukaj zdaj še stavijo na rast, lih pri tej rasti in stop losse imajo po mojem na tam nekje okroglih 2000. Tako da bomo zdaj tudi tole označili. Tarča za Ethereum pri tej zadnji rasti, če gremo še naprej gor, seveda, je pa prva 2075, tam nekje, torej tukaj, kjer so stavili na padec,
če slučajno niso zaključili svojih pozicij, bi lahko bili zdaj kaznovani. In pa tudi Ethereum ima svoj dvojni vrh, ki smo ga že prej označevali, in svojo neckline mejo, za katero bi lahko rekli, da je še nismo testirali in bi jo lahko testirali zdaj. Ta meja je pa na 2100, tako da Ethereum ima tarčo pri tej rasti na 2100. In to bo treba tudi kar spremljati tole situacijo pri Ethereumu. In ja, tudi Ethereum ima trenutno kar en lep trend navzgor, tako da dokler se trend ne obrne, nam tele dolge pozicije, stop lossi dolgih pozicij, tale likvidnostna območja, ne pridejo v poštev. In tako, tarče smo določili, zdaj ta glavna, kot smo rekli, pri Ethereumu 2100, tam nekje, pri Bitcoinu pa tale na okoli 72 000. Po mojem bo zdaj kar zanimiv dan in bo treba to spremljati še naprej. Če bo kaj posebnega, vas seveda še dodatno obvestim preko Patreona, tako da če želite to spremljati v živo in biti tudi obveščeni, so povezave na moj Patreon spodaj v opisu in pripetem komentarju. Če pa to spremljate kasneje preko YouTuba, se pa ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega liva zamudili. In seveda tudi kakšen všeček zelo pomaga, kar komentirajte tudi spodaj pod tem videom. Vsekakor se znajo razviti kar zanimive debate in tudi zelo rad podebatiram z vami. In to bo tudi to za danes. Jaz vam tako želim en lep sončen dan še naprej in se vidimo na naslednjem liveu jutri zjutraj ob 9. Čau, čau!